Pozdravljeni zopet nazaj v našem studiu, pa Nina Kosmač. Nina Kosmač, pisateljica in pesnica ter vodja različnih projektov v sklopu Ljudske univerze Radovljica in medgeneracijskega centra Bled. Seveda so vse inštitucije povezane z literarno zgodovino, kreativnim pisanjem in zgodovinskim pregledom zvezdnikov literature, o katerih seveda še spregovoriva. Poleg tega Nina objavlja tudi v reviji Domžalec potopise o klasikih slovenske literature in obiskuje domačije slovenskih klasikov. Zadnjič je denimo obiskala domačijo največjega slovenskega klasika, seveda govorimo o doktorju Francetu Prešernu. Pa da ne bova predolga za uvod, Nina, pozdravljena. Pozdravljena, Ljuš. Če greva z enim hecnim vprašanjem, mogoče za začetek. Spijo sva zjutraj razglabljala, kakšna temperatura morja je najprimernejša za kopanje, kje imaš ti svojo mejo, na primer? Jaz sem živela v Alicantu, ki je najtoplejša v bistvu lokacija v Evropi čez celo leto in je bila temperatura morja od 18 do 33 stopinj. In takrat, ko je bilo 33 stopinj, je bilo v bistvu morje toplejše od ozračja, tako da sem vajena visokih temperatur, morja in okolja. Ja. Tja se seveda še vrneva, zato sem tudi vprašal, da greva malo mogoče tudi v Španijo, ne. Ja. Za začetek pa mogoče Slovenija, to se pravi, poleg pisanja proze in poezije, s čim se še trenutno ukvarjate tukaj pri nas? Mislite poklicno? Ne, v smislu projektov, ne, to se pravi superzvezdniki literature. Ja, to v bistvu delavnice kreativnega pisanja, superzvezdniki literature, to so bili vsi pač moji idejni projekti, ki mi jih je na srečo odobrila Ljudska univerza v Radovljici. Sem zelo zadovoljna, ker to soboto bojo moji pač učenci, jaz sem mentor, imeli predstavitev knjige Razlito črnilo. In ta knjiga je nastala po 6-mesečnem programu. 10 udeležencev je napisalo kratko zgodbo in Ljudska univerza je tiskala knjigo Razlito črnilo in končno po koronavirusu in po koronakrizi in ne glede na korona dobo imamo v soboto ob 6. popoldne predstavitev knjige. Drugače pa vsako soboto vodim na Zoomu pač življenje in delo superzvezdnikov literature, svetovne literature predvsem, tudi slovenske, no. Gregor Strniša bo tudi omenjen in drugi Slovenci. Ampak ja, raziskujem v tej smeri. Super. Dajva ostati mogoče še malo pri svetovnih superzvezdnikih literature. Mogoče za začetek, kako se vam je sploh porodila ta ideja o predavanju o življenju teh svetovnih superzvezdnikov literature? Čisto preprosto, mene je vedno, kadar sem prebrala kakšno knjigo, ki me je zelo pretresla, sem potem pač na zadnji strani tudi vedno šla na biografijo in me je na nek način privlačilo tudi, me je zelo zanimalo tudi življenje teh avtorjev, no. Predvsem pa moram priznati, da je večina, da ima in je imela večina pisateljev dokaj neobičajno življenje, da lahko temu tako rečemo, ker pri pisateljih, sploh pa pri svetovnih zvezdnikih prevladujejo, kaj jaz vem, odvisnosti, kot je primer Hemingwaya, Scotta Fitzgeralda, kaj jaz vem, pesnica, ki je dobila Nobelovo nagrado, Louise Glück, je recimo tudi sama javno priznala, da se je borila z anoreksijo ali anoreksijo, ne vem, kako se pravilno izgovori. Anoreksija. Tako da prehrambene motnje so tudi dokaj pogoste, se pravi, Louise Glück, letošnja Nobelovka, je to
je to priznala. Obiski zaporov so zelo običajni, kaj jaz vem, recimo nekateri pisci so morali v zapor zaradi kršenja javne morale, kot je bil to primer Baudelaireja, potem tudi avtorja Madame Bovary. To se pravi, obiski zaporov so pri svetovnih zvezdah literature dokaj pogosti. Recimo Oscar Wilde je napisal remek delo v zaporu, ki je Jetniška balada. Potem poleg zaporov so dokaj pogoste tudi psihološke motnje pri zvezdnikih literature. Ne smemo pozabiti na ves spekter duševnih bolezni, recimo od Virginie Woolf, ki je napisala poslovilno pismo možu, v katerem pravi, da ima prisluhe in da enostavno ga ljubi, ampak da ne zdrži več in da bo storila samomor. Potem na primer Aleksandra Pizarnik, ki je vsako leto bolj popularna, je tudi pesnica, ki je storila samomor. Alfonsina Storni tudi nič ni kazalo na to, je tudi storila. Ampak če se mogoče odmakneva malo od samomorov, pa greva k malo bolj pikantnim podrobnostim morda. Seveda, ne, lik genija absolutno spremlja zraven cel paket. Verjetno stvari, na katere niti ne more imeti toliko vpliva. Ja, pikantne stvari, kaj jaz vem, mogoče je bilo seveda poleg homoseksualnosti, zaradi katere je šel Oscar Wilde v zapor, je ena izmed pikantnih podrobnosti recimo v življenju Virginie Woolf. Ona je dobila inspiracijo za čudovito delo, eno izmed najbolj znamenitih njenih del je pač Orlando, in je napisala Orlanda misleč na Vito Sackville, ki je bila v bistvu njena lezbična partnerka, kar je bilo za tiste čase dokaj neobičajno, ker je bila Vita Sackville bolj popularna, je več prodajala knjig kot pesnica od Virginie Woolf za tistega časa, in v bistvu homoseksualnost je bila prepovedana, niso pa sploh vedeli, da obstaja mogoče, ni bilo v zakonu prepovedano, niso bili prepovedani lezbični odnosi, ampak glede na to pač, da je cela Anglija je vedela za to njuno zvezo, ki jo je toleriral mož od Virginie Woolf, ne pa mož od Vite Sacks, je potem prodala ogromno knjig, veliko več kot prej, od Orlanda, prav zaradi te škandala, zaradi te lezbične zveze dveh poročenih pesnic. Kar je bilo takrat absolutno škandal. Mogoče preden gremo na oglase, še eno vprašanje, in sicer, a si mogoče opazila, da se je ta odnos oziroma neka delikvenca, ki je nekoč veljala za okolje nekega genija, pisatelja, pesnika, skozi leta spreminjala? A so danes pisatelji in pesniki še vedno tako problematični, še vedno takšni bojemi, kot so bili mogoče? Definitivno jaz verjamem, glede na raziskave, ki sem jih opravila, da so veliko bolj škandalozni od vseh pop zvezdnikov, kar se tiče drog, škandalov. Še vedno, recimo Stephen King je primer pač odvisnika, ki ima tudi zelo bizarno družino, sicer sinova tudi pišeta, ampak recimo on pač prihaja in odhaja iz centrov za dezintoksikacijo. Drugače pa več ali manj so bili, kaj jaz vem, primer Silvije Plath je tudi zelo zanimiv, ker veste, da Madonna spreminja look, pa pop zvezdnice. V bistvu je s tem začela Silvija Plath.
recimo v Angliji, kaj jaz vem, je imela zelo resen videz, na slikah je imela rjave lase, ki je bila pa recimo v Benidorju v Španiji z možem na medenih tednih, takrat se je pa pobarvala na platinasto blond, je spreminjala look. Se pravi, tudi modne trende nekako vzpostavljajo. Ja, je vzpostavljala in jim je sledila do konca. Je pa res, da tudi za te škandale, za te umazane podrobnosti se ne ve, ker je morda še vedno nek spoštljiv, bolj spoštljiv odnos kot do nekega pop zvezdnika. Ja, do pisateljskega poklica, ampak dejansko so bolj škandalozni tudi par Fitzgerald in Zelda sta bila značilna za to, da so jih v 20 letih vrgli iz dobesedno vseh luksuznih hotelov v New Yorku, tako da sta bila v bistvu bolj škandalozna od Kate Moss pa Johnnyja Deppa. Iz vseh hotelov so jih ven vrgli in prav zaradi tega, ker je bila pač prohibicija, sta se odločila iti v Pariz. Tako da ja, zaradi spoštljivega odnosa do poklica. Velja, predlagam, da skočimo na hitro na oglase, potem se pa vrnemo k Nini. Pozdravljeni zopet nazaj. Z mano je Nina Kosmač, pisateljica in sicer tudi vnukinja slovenskega romanopisca Cirila Kosmača, ki je pred 2 letoma izdala svoj prvi roman Utvare. Objavlja poti v preteklost in obiske rosnih hiš velikanov slovenske književnosti, v katerih sva že nekaj povedala. Pa mogoče čisto na kratko, da se vrneva, ali zvezdniki literature sploh obstajajo, če jih primerjava s pop zvezdniki, športniki in tako dalje. Kje se znajdejo torej zvezdniki literature? Definitivno obstajajo, sploh pa če gledamo po številu prodanih knjig, to se pravi, če gledamo konkretno samo finančno plat, obstajajo. In če pa gledamo prestiž, pa definitivno tudi obstajajo. Ampak se pravi, mogoče pač rumeni tisk ni tako seznanjen ali pa je bolj spoštljiv do pisateljskega poklica. Recimo zelo zanimiv primer je Nobelovega nagrajenca Marija Vargasa Llose, ki recimo, on je bil v zgodnjih letih, je prijateljeval z zvezdniškim parom Sartre Beauvoir, moramo priznati, dober par? Ja, moram priznati, da sta odličen literarni par, tako da ona dva sta bila definitivno zvezdnika literature in takrat je bil on še levičar in je bil socialist in so mu celo drugi pisatelji v Parizu finančno pomagali. Drugače je pa odlično obvlada jezik, je mojster besede, odličen stilist, ampak recimo on se je prvič poročil z lastno teto, s teto Julijo. To je bila njegova... To bi bilo pa še danes neobičajno. Ja, to je bila njegova, to je bil v bistvu incest, ne, se je poročil s teto, potem je prišla na obisk nečakinja in se je ločil od tete in se je poročil z nečakinjo, s katero je bil poročen celih 50 let. Po 50 letih zakona je spoznal prvo ženo od Julio Iglesiasa, se noro zaljubil vanjo, zapustil ženo, otroke in vnuke in v bistvu ta žena od Julio Iglesiasa je neke vrste pač influencerka, maneken, starejša gospa, mama od pevca Enrique Iglesiasa. Torej, po 50 letih zapusti vnuke, ženo, vse in sedaj srečno živi z mamo od Enrique Iglesiasa, potem ko je bil predhodno poročen z nečakinjo in z lastno teto. In to gre za tako veliko ljubezensko zgodbo, seveda, ki se živi tudi prek medijev, tudi zaradi
njene slave, da je on povedal, da nikoli v življenju prej, ne ko je dobil Nobelovo nagrado, ne med pisanjem, ne med rojstvom otrok, da je v bistvu, da se sreča imenuje Izabel. Dobro. In druga, recimo, zvezdnica, ki je napisala Hišo duhov, prodaja ogromno knjig, po njenih knjigah se pišejo, se snemajo filmi z Wynono, z Jeremy Ironsom. Recimo je bila srečno poročena z drugim možem do 70. leta, se je ločila pri 71. in izjavila tudi preko medijev, da ni verjela, da bo imela spolne odnose po 70, ampak sedaj v 72. letu se je ponovno Aktivirala. poročila. Celo tako? Ja. Ja, zelo dobro. Meni je zelo hudo, ker ne morem nič odrecitirati, ker sva se tako osredotočila na trače. Rada bi poudarila, da preden jaz govorim o teh intimnostih, ki niso več intimnosti, ker so pač v javnosti in jih lahko vsak novinar, kdorkoli poišče, izbrska. Nekatere stvari so celo dokumentirane ali pa so sami govorili o lastnih, tako kot sem povedala primer Ljose ali pa Izabela Allende, tako da v bistvu lahko vsak to izbrska. Želim povedati, da je delo literatov vedno bolj pomembno od njihovega škandaloznega, neobičajnega življenja, polno hudih preizkušenj, ker recimo pri določenih zvezdnikih govorimo mogoče zvezdniki popa ali pa roka samo o odvisnosti. Pri pisateljih ponavadi govorimo o odvisnostih, o smrti družinskih članov, o zaporih. To se pravi, zakaj pravim, da je bolj pestro, da ne govorimo o tem, da od nekdaj edino, kar imam skupnega s temi svetovnimi zvezdami, je pač to, da so veliko časa preživeli izven domovine. No, sej tole sem zdaj hotel malo staviti iz teh tračev. Čeprav ste se kar razgovorili, oziroma si se razgovorila, ne, sva rekla, da se bova absolutno tikala. Večino časa si preživela v tujini. Ja. Najprej me zanima, če jo pogrešate. Ja. Poleg tega me pa zanima tudi, kako se potem ta zgodba, to se pravi vaša izkušnja, tvoja izkušnja, znajde potem v tvojem pisanju. Definitivno vse osebe in vsi dogodki v mojem romanu Utvare so izmišljeni, razen kraji. Kraji pa niso izmišljeni, tako da ja, definitivno Se dogaja na zemlji, ne? Ja, čeprav ne vem. Ne vem v kakšni, dogaja se v tej realnosti. Ne v paralelni, ne. Čeprav slovenskega pisatelja, ki bomo obravnavali, Strniša, je napisal poezijo Vesolje in on je bil bolj intergalaktičen od mene, ja. No, ampak kako bi rekla zdaj mogoče ta odnos, to se pravi Španija, ne, sva rekla kar nekaj časa. Ne, toliko je bilo, mislim, meni je na nek način kar nerodno, zaradi tega, ker sem otrok tretje kulture, kar pomeni otrok slovenskih staršev, ki je odraščal pred 9 letom v tujini. To se pravi, ne gre tukaj za Španijo, pa ne gre za počitnice dvomesečne v Španiji, ampak kadar se nekam preselim kot nomad, nekaj časa pač ostanem tudi v tej državi, tako da hočem reči, da iz Slovenije smo šli zaradi diplomatskega poklica mojega očeta. Takrat sem imela 6 let, tako da smo šli najprej, se veste, da so diplomatski mandati na 4 leta, smo šli najprej v Brazilijo, v São Paulo, nato v Peru
In nekako pač mi je prišlo v navado, te selitve so mi prišle pač v navado, tako da povsod doma nikjer moj dom. Ima veliko dobrih lastnosti, ima pa to tudi veliko negativnih lastnosti. Razumem. Za konec, čas ne preganja. Samo Vidim, to, bi da lahko povem, še- da bom vedno začela z življenjem z delom superzvezdnika literature, to se pravi, preberemo, govorimo o delu zvezdnikov literature, nato pa o Na to tračih. po tračih, absolutno. Se strinjam, da je to dobra strategija. Nekako. Dajva povedati še nekaj čisto za konec, minutka, o vaši drugi knjigi, Srebrn prah, se bo bojda imenovala. Poleg tega pa združva to zadevo še z enim vprašanjem, in sicer se še nisva dotaknila vašega dedka, Cirila Kosmača. Tako da mogoče kako se on znajde v vašem pisanju, če sploh? Ne, jaz se ne smem primerjati, se ne primerjam z njim, logično, Slovenija je majhna država, ne bom ga zanikala, sem ponosna na to, kar je dosegel. Na žalost je prezgodaj umrl in res ni imel kot pisatelj vpliva name. Zelo se razlikujeva v smislu, da je on obvladal slovenski jezik, da je brusil vsako besedo. Jaz pa ne, da bi želela biti površna, zavidam mu njegov slog, njegov stil, njegovo besedišče, kar meni primanjkuje, ker sem živela v tujini in se jezik nenehno spreminja, to se pravi, kaj lepšega zame, kot da bi imela njegov izbrušen slog, ampak jaz se v bistvu bolj skoncentriram na zgodbo, no, in potrebujem lektorje že zaradi tega, ker me toliko let ni bilo v Sloveniji. Vsi potrebujemo lektorje. Ne, ampak je njihova sreča. Ciril Kosmač. Ciril Kosmač Pa še kakšna izjema, jih niso potrebovali, so še komu drugemu lektorirali. Ne. Nina Kosmač, hvala lepa, da si bila danes naša gostja. Mogoče za konec še pozoveva gledalce, da se udeležijo kakšnega izmed projektov. Mogoče to soboto, ampak ne verjamem, da se bo komu ljubiti priti na Bled ob 6 pred ledeno dvorano in pizzerijo Brixen. Imamo pač to predstavitev knjige Razlito črnilo. Sicer dogodka ne organiziram jaz, ponavadi ga organiziram jaz, organizira ga Medgeneracijski center Bled in Ljudska univerza v Radovljici in hkrati pač ob zaključku mojega krožka in ob zaključku krožka slikarke bo neke vrste pač ex libris oziroma slikarsko-literarni dogodek. Je pa res, da glede na to, da imam jaz rada pač predstavitve na drugačen način, v zelo teatralni obliki, bom tokrat tudi, bo knjiga predstavljena preko 2 igralcev, pa morda tudi z glasbo, no. Drugače pa še to, da povem, da sem zelo zadovoljna, da mi je španski flamenko plesalec in koreograf svetovne slave podaril zastonj ilustracije za mojo knjigo Srebrn prah. Tako da zopet o plesu, že danes zjutraj smo govorili o plesu. Flamenko plesalec je. Goli Dionis, nekatere slike sem ga pogledal včeraj in zgleda res tako, kot si človek predstavlja, da zgledajo flamenko plesalci. Zdaj pa morava že zaključiti. Ja, ampak a veste, da sem morala prav, tudi jaz sem bila na nek način kontroverzna zaradi flamenko plesalca, glede na to, da vedno pozira pač na pol gol ali celo gol, je cel kup njegovih fotografij. Pri organizaciji nekega dogodka sem ga navedla in so objavili njegovo sliko v nekem mediju in potem so se
organizatorji dogodka so me prosili, če lahko damo tega nagega kapcinarja oziroma golega moškega stran. Dobro. Okay. Zdaj pa moramo res nehati, ker nas čakajo oglasi. Potem pa vreme, da preverimo, če bomo lahko goli tudi v tem tednu, ko se bomo šli kopati. Prosim.